V zadnji tekmi petega kroga druge slovenske nogometne lige se bosta v Kidričevem pomerila domači Aluminij in gosti iz Šenčurja. Obe ekipi sta letošnjo sezono začeli precej slabo. V taboru Aluminija so tako že po 4 krogih posegli po trenerski spremembi. Po nekoliko slabšem začetku je prišlo do menjave na trenerskem stolčku, kar upam, da bo na ekipo vplivalo dobro. To bo neka nova motivacija, želja po novem dokazovanju. Z nekoliko nižjimi pričakovanji so v sezono sicer krenili v Šenčurju, toda kljub temu z začetkom sezone nikakor ne morejo biti zadovoljni. Sigurno nismo zadovoljni z potekom letošnje sezone, saj smo v vseh 4 tekmah bili popolnoma enakopravni v igralnem na igrišču, vendar nismo izkoristili svojih priložnosti in tukaj se pozna, da smo neizkušeni in enostavno imamo premalo točk, da bi bili zadovoljni. Če je moštvo s Kidričevega še lani kazalo povsem drugačen obraz, je dosedanjega trenerja Romiha odnesel prav visok poraz v zadnjem krogu proti Radomljam, kjer je lanski prvoligaš slavil visoko zmago s kar 6-1. Krmilo članskega moštva je tako prevzel dosedanji trener Dravinje Simon Sešljar. Dobro, to je začetek, v bistvu niti ni tako slabo rezultatsko, mogoče samo malo bode ta zadnji rezultat, ki pa je sigurno visok, ki pa je lahko posledica marsičesa. Če pri Aluminiju stavijo na svež veter, pa v Šenčurju ni čutiti posebne nervoze po nekoliko slabšem uvodu v sezono. Zdravo smo začeli super, oni so novinci v ligi. Po nekako drugo tekmo proti Veržeju se nam je igra nekako podrla, je tudi motivacija v bistvu samo zavest je igralcem padla. Smo spet odigrali dobro proti Zarici, sam jaz tudi mislim, da bomo zdaj fantje imajo kvaliteto, imajo sposobnosti, tako da jaz mislim, da bo tudi ta motivacija prišla zdaj na naslednje tekme in verjamem v fante in da bomo zbrali čim več točk. Je pa tudi Šenčur doživel spremembo. Mlado gorenjsko moštvo je namreč med tednom okrepil izkušeni Ines Rujović, ki se je v staro jato vrnil po kratki epizodi v Krškem. Ines Rujović je izkušen igralec, nam bo prišel sigurno prav, potegnil bo to mlado ekipo in jaz verjamem, da bo pokazal svoje znanje, ki bi bilo za mene sigurno, da bi on moral igrati v prvi ligi. Ne glede na vse, Aluminij ostaja favorit, česar se zavedajo tudi nogometaši. Šenčur je dobil nekaj novih igralcev, vendar pa mislim, da bomo mi želeli pokazati, da je bilo to v Radomljah le slučaj in da smo zmožni veliko več, kot kaže zadnji rezultat. Pred tekmo se tako poraja vprašanje, ali lahko Ines Rujović soigralci prinese nekaj sonca v tabor Šenčurja, ali pa bo Simon Sešljar ob ponovnem povratku v drugo ligo debitiral zmago na klopi Aluminija.